Dober dan, en super lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil v slovensko Toskano, da vam pokažem, kakšen kolesarski raj so Goriška Brda. Danes je 15. februar in v Novi Gorici se je segrelo na 18 stopinj Celzija. Lahko bi šel v kratke rokave, ampak sem predvideval, da bo v Brdih kakšen senčen spust, tako da zaenkrat ne bom izzival. Za začetek pa itak, tako ko se za Brda spodobi, najprej en manjši vzpon. Najtežji dostop v Goriška Brda je iz Nove Gorice čez Solkanski most, kjer imamo takoj 10% klanc. Jaz sem si za današnjo varianto zbral eno srednjo reč in sicer grem iz Italijanske Gorice preko Vipavš. Najlažji dostopi so pa iz Italije, se pravi iz južne in zahodne smeri, kjer ravnina počasi prehaja v gričevje. Jaz vam bom danes pokazal samo en delček Goriških Brd, zato ker se ne da vsega narediti v eni vožnji. Bom pa dal od spodaj v opis videa link do Strave, kjer si boste lahko pogledali, kakšno progo sem si izbral. Hkrati boste tudi dobili nek občutek, koliko višinskih metrov rata približno na 40 km vožnje, tako da boste imeli približno predstavo, kako naporni so tej klanci. Ideja za ta video je prišla preko zasebnega sporočila na Instagramu, ko me je Simon vprašal, kakšen teren so Goriška Brda za kolesarjenje. In jaz sem pač takrat pomislil, da to mogoče zanima še koga drugega in da je realno pričakovati, da prav vsi Slovenci ne poznajo Goriških Brd. Goriška Brda so nekako skrajna zahodna točka Slovenije. Jaz sem zdaj že v Brdih, približno 8 km vožnje sem rabil do tukaj. Ko nekdo omeni Goriška Brda, jaz najprej pomislim na vinograde, na oljčne nasade, na češnje in mogoče še na kaki. Je pa to ena taka zanimiva dežela, s soncem obsijano gričevje, zračne linije približno 20 km od Jadranskega morja, iz severa in vzhoda ga pa ščiti hrbet Sabotina in Korade. Korada je tudi najvišja točka Goriških Brd na 815 metrih, hrbet Sabotina pa dosega nekaj malega čez 600 metrov. Zaradi tega je v Goriških Brdih krasno podnebje, ki že stoletja omogoča pridelavo izvrstnih vrhunskih vin in sadja. Vidimo sami levo, desno, kamorkoli pogledamo, so v glavnem vinogradi. Zdaj po 13 km vožnje sem prišel v Vipavže, ki so tudi največje naselje Goriških Brd. Površina Goriških Brd je približno 83 kvadratnih kilometrov, dejansko nekaj več, zato ker je del Goriških Brd tudi na italijanskem ozemlju, kjer mu rečejo Kolio. Kar pa je za kolesarje bolj pomembno, je to, da imamo tukaj približno 280 km urejenih in malo prometnih cest. Gredič. Še največ prometa boste imeli, če boste šli v Brda ob 3 popoldan, zato ker se ljudje vračajo iz služb domov. Seveda pa je treba računati septembra, ko je trgatev, da bo na cestah precej traktorjev. Jaz sem se zdaj iz Vipavš odpravil severno proti Dobrovem. Dobrovo je pa središče Goriških Brd. Tam je tudi vinska klet Brda in pa en lep dvorec oziroma grad, kjer je danes gostinska dejavnost, restauracija, razne poroke in tako. Zdaj februarja so vinogradi še goli, ampak meni vseeno lepi. Ja, prav sem se odločil tukaj v Goriških Brdih. Je zdaj dobrih 15 stopinj, tako da je bila odločitev za dolge rokave na mestu. Tle pa že vidimo grad Dobrovo, še kakšen kilometer in bom v centru. Po 18 km sem prišel v Dobrovo in zdaj grem mimo gradu v Medano. Saj ste videli, teren je razgiban, valovit,
lepi nežni vzponi, prijetni spusti. So pa Goriška Brda povprečju nekje na 230 metrih nadmorske višine, tako da te vzponi niso preveč siloviti. So ja eni 3-4, ki grejo čez 10%, ampak se jim lahko tudi izognete. Zdaj tako, če bi koga zanimalo, seveda lahko pridete v Goriška Brda na izlet za en dan, ampak boste naredili samo en krajši krog in ne boste videli vsega. Dosti boljša opcija je, če pridete za več dni, tukaj si lahko najdete z lahkoto nastanitev, ker je precej turističnih kmetij, vil, hotelov. In poleg kolesarjenja lahko izkoristite dneve tudi za izletništvo, kakšno degustacijo, oglede dvorcev, cerkva. Za tiste, ki si želijo tukaj lepih doživeti, je ogromno variant. Lahko se povzpnete na razgledni stolp v Gonjačah. Lahko si privoščite vrhunsko degustacijsko izkušnjo v vinski kleti Dobrovo. Si pogledate popolnoma zapuščeno vas Slapnik, kjer so nekaj časa celo razmišljali o snemanju resničnostnega šova. Obvezno, ampak resno mislim, obvezno morate obiskati srednjeveško vasico Šmartno, ki je ohranjena in je pravi cukr v Goriških Brdih. Tisti, ko imate bolj srečno roko, lahko zavijete pa tudi v kazino. Jaz sem zdaj iz Medane zapeljal v Plešivo, tam bom prečkal mejo, tako da se bom vračal po italijanski strani ob tem južnem obronku Goriških Brd. In boste videli, da tudi z italijanske strani je pokrajina čudovita. V Dobrovem in pa pri posameznih nastavitvah si lahko izposodite tudi električna kolesa in obdelate Brda v krajšem času in vidite lahko bistveno več, če imate mogoče s sabo še koga, ki nima toliko kondicije kot vi. Moj današnji krog bo res imel samo kakšnih 40 km. Sonce zaide preko v 1 uri, tako da več kot toliko niti ne morem prevoziti. Bom pa od spodaj v opis videa dal tudi link do njihove spletne strani brda.si, kjer je ogromno idej, kolesarskih prog, različne nastavitve in vse druge dejavnosti, ki jih lahko v Brdih probate. Cenovno pa morate presoditi povsem sami. Dobite lahko gostinske in nastanitvene usluge po povsem sprejemljivih cenah ali pa tudi za malo več denarja. Ampak to ve samo vsak zase, koliko si lahko privošči in koliko lahko zapravi. So pa Brda čista poezija v vseh letnih časih, tako da ni nobenega problema, kadarkoli pridete, bo super in ne se čuditi, če boste prišli za Martinovo, če bo tukaj vse polno ljudi. Sem pa naredil cel krog, tako da zdaj vidimo lahko Gradič še z druge strani. Čau, čau. Seveda, če pa hočete imeti vrhunsko kolesarsko izkušnjo, potem pa vam priporočam, da navežete stik z mano preko Instagrama ali pa preko elektronske pošte in vam jaz pričaram kakšen krog v Goriških Brdih. Zdaj, kakor vidim tle na števcu, mi kaže, da bom imel dobrih 40 km in okrog 400 višincev, se pravi 1% višincev glede na razdaljo. Kolega Simon, ki je spraševal, kakšen teren so Goriška Brda za kolesarjenje, naredi toliko višincev samo, ko stopi ven z hiše. Isto velja tudi za vse njegove prijatelje iz Poljanske doline, ki jih prav lepo pozdravljam. Marsikje v Sloveniji imate take terene, da 400 višincev na 40 km naredite, če greste po najbolj ravni varianti. Tukaj v Novi Gorici je pa to izbira. In na tem mestu bi jaz prav lepo pozdravil vse svoje gledalce. Hvala vam za vso podporo, tudi za všečke in za komentarje. Še posebej sem vam hvaležen za vprašanja, ker to lahko zame pomeni tudi idejo za naslednji video. V glavnem, želim vam čim več srečnih kilometrov. Če boste prišli v Goriška Brda, še posebej dobrodošli. Do takrat pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!